Algoritem ukrepov glede novega koronavirusa je danes znan, jasen, tako na individualni kot na sistemski ravni, pa vendarle opažamo, da prihaja do različnih interpretacij, zato bi vas vendarle prosila za kratko, jedrnato, strokovno pojasnilo vsem, ki jih to vprašanje zanima, in to smo verjetno prav vsi v Sloveniji. Hvala lepa. Torej oseba, ki je pripotovala iz ene izmed območij, kjer se virus pojavlja v večji meri, to je ali iz Kitajske, iz Singapura, Japonske, Italije, Koreje, Irana in vseh območij, ki so navedeni na naši spletni strani v okviru definicije, in hkrati zboli z temperaturo nad 38 stopinj Celzija in kašljem, težkim dihanjem, skratka okužbo zgornjih dihal, mora poklicati svojega izbranega zdravnika oziroma ambulanto, ki jo ima izbrani zdravnik, ali v primeru, da se to zgodi v večernem času, na urgentni center, kjer bo potem preusmerjena in bo tudi dobila natančna navodila za nadaljnje ravnanje. Kako pa je z zaščitnimi ukrepi na individualni ravni? Ta konec tedna sem prebirala kar nekaj tujih študij, v katerih poudarjajo, da je zaščitno nošenje mask, ki pri nas nekako še ni splošno privzet ukrep, v resnici bolj škodljivo kot priporočljivo, zlasti pri zdravih osebah. Verjetno velja to, da upoštevamo pač osnovna pravila higiene, s katerimi se zaščitimo pred bacili, mikrobi, virusi. Torej, pred vsako okužbo dihal se moramo obnašati samozaščitno. Samozaščitno pa pomeni, da ko kašljamo, kihamo, imamo neke znake okužbe zgornjih dihal, ne hodimo na mesta, kjer se zbirajo ljudje, ne hodimo k bolniku, ne hodimo v šolo, ne hodimo v vrtec. Potem izogibamo se oseb, ki kašljajo, kihajo oziroma kažejo neke znake okužbe dihal, vsaj na 1,5 metra. Ko kašljamo v rokav oziroma v robec, če ga imamo seveda. In to so ključni ukrepi. Skratka, dobro umivanje rok ves čas, in ti ukrepi veljajo ne glede na to, ali se srečujemo z koronavirusom ali bi se srečevali z nekim drugim povzročiteljem akutne okužbe dihal, recimo gripo. Torej, samozaščitno vedenje, s katerim preprečujemo prenos na nekoga drugega ali na sebe, je tukaj ključno. Kar se tiče mask. Maske so seveda nujno potrebne v bolnišničnem okolju, saj so eden izmed ključnih ukrepov, kako zdravstveni delavec zaščiti sebe pred okužbo, ko izvaja ključne posege, recimo pregled bolnika ali pa seveda odvzem kužnega materiala. Tudi v algoritmu je napisano, da ko pride oseba, recimo, ki bi bila sumljiva za koronavirus v zdravstveno ustanovo, da ji takoj nadenemo masko, da ne širi povzročitelja v okolico. Nošenje mask za zdrave ljudi v naravi je pa popolnoma nepotrebno zaradi tega, ker moramo vedeti, da taka maska je učinkovita za preprečevanje samo 2 uri. Potem gre maska v smeti. Poleg tega se navlaži. Poleg tega ljudje ne znajo z njo ravnati. Si jo prejemajo, vidimo v praksi recimo številne primere, kako jih imajo masko nataknjeno čez usta, nos pa je prost. Skratka, kdor nosi masko, jo mora znati uporabljati in moramo vedeti, da se jo uporablja v za to namenjenem okolju. To so pa zdravstvene ustanove. Kako pa je v bistvu z domovi za starejše? Tu so navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga vodite, pa tudi Ministrstva za zdravje, jasna. Pa vendarle se je danes odzvalo društvo Srebrna nit, ki opozarja na menda diskriminatorne ukrepe v sklopu posameznih domov za starejše, češ da so uvedli popolno karanteno. Kako komentirate to? Včasih zaščitni ukrepi res izgledajo diskriminatorno. Vendar je v takem primeru treba tehtati škodo in koristi.
Prebivalci domov za ostarele so večinoma bolj ranljiva populacija, ki imajo že večje število kroničnih bolezni, zlasti srčno-žilnih bolezni, ledvičnih, včasih so to tudi ozdravljeni bolniki z malignimi obolenji in so torej bolj občutljivi. In ravno zato si želimo, da bi bil pritok oseb, ki nosijo povzročitelje akutnih okužb dihal, čim manjši. In zato se včasih zgodi, da smo morda z ukrepi res prekomerni na videz, vendar če bi bil v domu starelih povzročitelj akutnih okužb dihal unesen, bi se tam začel lažje širiti med njimi, kot v ostali populaciji, živijo bolj tesno skupaj, tudi higienske ukrepe včasih morda malo slabše upoštevajo in je zato ta ukrep mišljen v zaščitni meri. Res pa je, da izogibanje obiskom oziroma izogibanje še tistim socialnim kontaktom, ki so bili, lahko povečajo občutek osame, zato moramo biti s temi ljudmi še posebej občutljivi in tudi pozorni. Vendar to niso diskriminatorni ukrepi, ampak so zaščitni ukrepi, ki pa včasih res povzročijo še večji občutek osame. Ampak v tem prehodnem obdobju se vam zdijo smiselni. V tem prehodnem obdobju, ko se srečujemo z nečim še neznanim, konec koncev smo pa tudi na še vedno koncu povečanih okužb dihal, ki jih je povzročala gripe, se mi zdijo ti ukrepi sorazmerni. Takoj, ko bo o virusu znanega COVID-19 še več in ko bojo tudi pritisk akutnih okužb dihal povzročen z virusom gripe in drugimi popustil, ti ukrepi ne bodo več potrebni v taki meri. Ne glede na te ukrepe, moramo pa tudi vedeti, da je treba v domovih ostarelih vedno upoštevati dodatne zaščitne higienske ukrepe, umivanje rok na vse možne načine in ne hojanje v domove ostarelih, če kašljamo, če kihamo, če imamo kakršnekoli znake okužbe dihal, ker smo vedno za prebivalce nevarni, če hodimo taki v dom. Koliko je bilo doslej opravljenih testiranj in predvidevam, verjetno so še vedno vsi izidi negativni. Upajmo, da bo tako tudi ostalo. Do danes imamo podatke o 208 osebah, ki so prišle iz različnih koncev sveta, največ pa v zadnjem tednu seveda iz Italije, ker je le sosednja država in ljudje so se vračali tudi iz smučarije in drugih obiskov. Opravljeno je bilo 208 testiranj in do sedaj so bila vse negativna. Vem, da tudi ta trenutek potekajo razna testiranja, prišljajo, kako je tudi zdaj se je končal teden počitnic in o rezultatih bomo seveda sproti obveščali. Pričakovati pa, da primera pri nas ne bi našli, je pa čista utopija. V prihodnjih dneh se bomo z veliko verjetnostjo s tem srečali. In kaj v tem kontekstu svetujete ljudem, denimo glede udeležbe na raznih množičnih dogodkih, koncertih, športnih dogodkih ali potovanju v tujino? Skrajno samozaščitno obnašanje, kot sem dejala že v začetku, to pomeni, če kašljamo, kihamo, imamo znake okužbe zgornjih dihal, tja res ne hodimo. Če smo starejše osebe s kroničnimi boleznimi, se izpostavljanju množičnim prireditvam raje izogibamo, ker vedno, ko je veliko ljudi skupaj, se poveča tveganje za prenos akutnih okužb dihal. Za vse ostale pa velja tudi samozaščitno obnašanje, torej upoštevanje vseh higienskih ukrepov, pogosto umivanje rok in seveda, če imamo kakršnekoli znake zgornjih dihal, težave, kihanje v rokav, kihanje, kašljanje v rokav in podobno. Za organizatorje množičnih prireditev, ki se pa izvajajo v zaprtih prostorih, mora biti pa v tem času še posebej poudarjeno, da morajo spoštovati maksimalne higienske ukrepe, to pomeni poskrbeti za zračenje prostorov, res za to, da so higienski pripomočki nameščeni v sanitarijah, vse povsod, da si lahko ljudje umivajo roke, poskrbeti morajo za čiščenje prostorov in po potrebi tudi za razkuževanje.